Pokrajine, še ena zgrešena zgodba slovenske politike. In kaj vse smo storili v imenu decentralizacije? Izvolili smo 1000 in nekaj krajevnih svetnikov. Izvolili smo 1000 in nekaj četrtnih svetnikov. Izvolili smo 1000 in nekaj občinskih svetnikov. Izvolili smo 500 in nekaj mestnih svetnikov. Imamo državne svetnike, imamo državne poslance, imamo člane vlade in imamo evropske poslance. Imamo tudi 210 županov in imamo nekaj 10.000 člansko državno upravo, ter imamo skoraj 10.000 člansko občinsko upravo. In sedaj? Vlada Republike Slovenije hoče še 500 in nekaj pokrajinskih svetnikov. Vse to in še več v imenu skladnega razvoja. Delitev naše države, Republike Slovenije, na 13 pokrajin pomeni drobitev oziroma siromašenje delov naše države. Osiromašenje tako na področju višine finančnih sredstev, nalog in obveznosti pokrajine, kakor tudi same vsebine, ki naj bi jo ponujale pokrajine. Osebno sem prepričan, da Slovenija potrebuje manjše število pokrajin. Slovenija potrebuje ekonomsko močne pokrajine, ki bodo predstavljale protiutež vsakokratni vladi. Finančno samostojne pokrajine, ki bodo sposobne izpolnjevati kriterije za črpanje sredstev Evropske unije. Tako bi pokrajine morale predstavljati neko novo, dodano vrednost. Če tega ne bo, potem bomo žal dobili le še ene administrativno-politične asociacije. Prav tako smo v stranki Lipa prepričani, da bi bilo potrebno število pokrajin, pa naj si bo to 3 ali maksimalno 6, zapisati v ustavo. Zakaj? Zato, ker je ustava naš najvišji pravni akt, postopek njenega spreminjanja pa najzahtevnejši. S tem bi preprečili vsakokratni oblasti, da spreminja število pokrajin na podlagi trenutne politične klime. Preprečili bi ponavljanje zgodbe občin, ko smo iz nekaj 10 občin leta 1994 prišli na 210 občin in ki danes niso sposobne finančno preživeti. In referendum? Referendum, ki nam ga ponuja vlada Republike Slovenije, je farsa. Tudi referendumsko vprašanje je norčevanje, saj njegova vsebina naprej določa referendumski izid. Nekateri pravijo, da gre v tem primeru za najdražjo obliko predvolilne kampanje. In prav imajo. In za zaključek, da ne pozabim. Referendum bo le posvetovalnega značaja. Slovenska politika je na poglavje pokrajin pogrnila.